Druge četrtletje leta 2024 ne bo ostalo v spominu vlagateljev kot najbolj razburljivo obdobje. Indeks delnic podjetij iz razvitih držav MSCI World Climate Change je zrasel za nekoliko več kot 5%. Največ so k temu prispevali delnice podjetij iz Združenih držav Amerike. Delnice podjetij iz Evrope so zabeležile pozitivno rast, je pa bil prispevek bistveno nižji kot v primeru delnic podjetij iz Združenih držav Amerike. Velja omeniti, da so delnice podjetij iz Japonske zabeležile negativno rast. Na področju obveznic je bila donosnost državnih obveznic izdanih strani evropskih držav negativna, in sicer nekoliko več kot -1%. Vrednost indeksa obveznic izdanih strani podjetij je ostala skoraj nespremenjena. Kot zanimivost velja omeniti, da je bila donosnost indeksov, pri oblikovanju katerih se upošteva določene trajnostne značilnosti tako posameznih podjetij, kot tudi celotnih košaric oziroma struktur indeksov, so bile te donosnosti nekoliko višje kot donosnosti indeksov, pri oblikovanju katerih se trajnostne značilnosti podjetij in celotnih struktur indeksov ne upoštevajo. Umetna inteligenca ostaja v ospredju pozornosti kar nekaj časa. Še vedno pa v prejšnjem četrtletju, se pravi drugem četrtletju leta 2024, smo se nekoliko več ukvarjali z drugo investicijsko temo. Zdravstvo prihodnosti. Kaj je to? Kako bo izgledalo zdravstvo čez 5-10 let? Kateri dejavniki vplivajo na zdravstveno stanje posameznikov, na razvoj tehnologije na področju zdravstva? Katera podjetja bodo najbolj uspešna na področju zdravstva? Smo raziskovali številna vprašanja na področju zdravstva, več pa si lahko preberite v naložbenem komentarju. V tretjem četrtletju leta 2024 smo naklonjeni do investiranja tako v delnice kot tudi v obveznice. Na področju delnic smo bolj naklonjeni investiranju v delnice podjetij Združenih držav Amerike in Evrope. Sektorsko gledano vidimo nekoliko več priložnosti pri podjetjih, ki prihajajo iz sektorjev informacijske tehnologije, komunikacijske storitve in finance. Nismo pretirano naklonjeni investiranju v delnice podjetij iz sektorjev osnovne potrošne dobrine, nepremičnine, energije ter surovine in materiale. Na področju obveznic velja izpostaviti, da še največ priložnosti vidimo na področju investiranja državne obveznice izdane strani evropskih držav, ki se nahajajo na periferiji Evrope. Še en segment obveznic, kjer vidimo več investicijskih priložnosti, je segment obveznic z daljšo ročnostjo, kjer pričakujemo višjo donosnost kot pri obveznicah s krajšo ročnostjo.